No, lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Blaž in danes bom govoril o tem, kako sem jaz dojel, da v bistvu moram jaz sam sebe spremeniti, da lahko dejansko v svetu dosežem in vsi skupaj potem dosežemo spremembe, ki jih ponavadi pričakujemo od drugih. Ne? Se pravi, mi od naših politikov pričakujemo, da bojo delali dobro ljudi, bodo dobro nas, medtem ko če smo samo iskreni do samega sebe, pa pogledamo vsa naša hotenja, vse naše želje in kaj vse mi dejansko sami vzamemo v obzir, ne ugotovimo, da v bistvu večinoma bolj ali ne samo sebe. Ne. Se pravi, kako lahko mi od kogarkoli drugega pričakujemo, da bojo delali, ne, sploh politiki, ne, v dobro vseh nas, torej še v dobro nas, če pa že mi delamo samo za dobro sebe. Ne. To je zelo naivno pričakovati, ne, zato je tudi naivno iti se dreti na ulico, protestirati ali pa zahtevati od nekoga drugega karkoli. Ne. S takim obnašanjem ali pa s takimi poskusi ne bomo dosegli nobene dejanske praktične dolgotrajne rešitve. In kaj je torej dolgotrajna rešitev za to, da bomo vsi lahko dostojno živeli v naši Sloveniji in posledično tudi v celem svetu? Torej, kako se moramo ljudje začeti ravnati, kako moramo sam sebe spremeniti, zato da bomo lahko omogočili vsem dostojno življenje. Ja, najprej tako, da se zazremo vase. In tega ne moramo storiti, če nismo sami iskreni. Zato je zelo pomembno, da najprej se opogumimo in začnemo dihati, zavedno dihati, da damo svoje strahove na stran, da se ne podrejamo svojim takojšnjim reakcijam, ki jih imamo, konkretno do samega sebe, in da potem začnemo samo odkrito, samo iskreno opazovati samega sebe, kaj razmišljamo, kaj čutimo, kako čustvujemo, kako si ustvarjamo čustva, ker ja, sami si ustvarjamo čustva, in kako se obnašamo. In potem ugotovimo, da se dejansko obnašamo večino časa na podlagi čustev, kjer se podrejamo svojim čustvom in nekim svojim vzorcem razmišljanja, ki smo jih dejansko prevzeli od naših staršev, ali od naše okolice, ali od družbe na splošno, ki so pa večinoma zelo sebični, zelo ozkogledni. In če pogledamo današnji sistem, cel sistem deluje na podlagi principa deli in vladaj. Torej tisti, ki vladajo, tistim pod sabo, uporabljajo ta princip, da skregajo ljudi na nižjih nivojih med sabo, zato da jih lahko potem obe strani upravljajo. Ne? Če pogledamo malo širšo zorni kot, lahko pogledamo bankirje. Ne? Bankirje, če pač malo preučimo zgodovino, vidimo, da so skozi celo zgodovino sponzorirali obe strani, kjer je bila vojna, so sponzorirali in eno in drugo stran vojske, države, ki so bile skregane, ki so jih celo večinoma sami vzpodbujali k temu, da se skregajo, so ustvarili nek navidezni konflikt, ki so ga potem ljudje pač enostavno prevzeli, ponotranili in se dejansko začeli pobijati med sabo. In bankirji so lepo dali denar enim in drugim in vmes mastno zaslužili, ker so potem lahko te države bankrotirali, in prišli svojo pomočjo denarno, in mastne obresti zaračunali za to in pač ufurali svoja podjetja, svoje globalne korporacije v neke države. Pa to se je skozi celo zgodovino dogajalo. In če zdaj pogledamo spet sebe, samo iskreno ugotovimo, da pač smo vsi to dopuščali, ne? Ker smo vsi enostavno se podrejali svojim čustvom. Ne vem, recimo danes gledamo televizijo in se nekdo tam začne prerekati in mi se v to uživimo in potem postanemo jezni in recimo konkreten primer, ne vem, ko je bil 11. september, so obtožili teroriste iz Afganistana, da so napadli Ameriko in potem so ljudje postali jezni, kako si drznejo ti Arabci to narediti, čeprav v resnici to sploh ni bilo res. Večina ljudi se niti ni pozanimala, ali
kaj se je v resnici zgodilo 11. septembra, ampak so samo pač privzeli tisti prvi čustveni refleks. Aha, po televiziji so povedali, da so teroristi napadli Ameriko in da so teroristi Arabci iz Afganistana in to je zdaj treba jih takoj iti napast. Ne? Ampak v resnici so zatem spet bili bankiri in razni politični kabali. Samo moment. Zakaj? Ok, se upravičujem. Torej, nadaljujem. Razni politični kabali so pač zatem stali s svojimi mastnimi denarji iz centralnih bank, ki so jih sami ustanovili kot centralne banke, kjer imajo samo oni pravico do tiskanja denarja. Ne? No, pač to so vse razne dejstva v svetu danes, ki jih še vedno mnogo ljudi, čeprav čez dalje več na srečo, že dejansko še ne ve ali pa že ve. In torej, pač to je prvi korak, ne, da se začnemo zavedati, da to, kar mediji brainwashajo, se pravi, s čimer mediji prajarajo možgane ljudem po televiziji, da to pač ne moramo vse vzeti na prvo besedo. Ne, se pravi, moramo dejansko vse preveriti sami, lastnoročno, da s pomočjo interneta je to mačji kašelj, ne, moramo biti samo vztrajni in dejansko sami pregledati dejstva in se naučiti presojati, katere informacije so vredne zaupanja, katere informacije so logične, smiselne in katere niso. Tako da pač preverjamo recimo, kdo je podajal neko informacijo, zakaj jo je podajal, kakšen je bil njegov namen, ko je podajal neko informacijo in potem navzkrižno preverjamo informacije od različnih virov in potem dejansko ugotovimo, kaj se v resnici dogaja. No, ampak če preidemo na rešitev, ne, kaj je dejansko, kako bomo ljudje spremenili sistem tako, da bomo vsem zagotovili dostojno življenje. Ja, to bomo lahko naredili samo tako, da najprej mi spremenimo sami sebe, ker to je dejansko vse, kar mi lahko naredimo. Če jaz sam živim zgledno, tako da se ne podrejam svojim čustvom, svojim strahovom ali pa nekim poskusom manipulacije, ki jo izvajajo pač razni kabali politični, skozi televizijo ali pa skozi reklame in tako naprej. Ne. Potem dejansko jaz lahko začnem stati za principi, ki so najboljši za vse. In kaj je ta zelo enostaven princip, ki je najboljši za vse, je ta, da ne obravnavam drugega, tako kot ne bi želel biti obravnavan sam na njegovem mestu. To je zelo enostavno. Ker ljudje ponovadi začnejo potem, pa kaj je to najboljše za vse? Saj najboljše za vse tako nikoli ne more biti, ker vsak hoče imeti nekaj po svoje. Kadar nekdo hoče imeti nekaj po svoje, to je potem sebičnost. Če noče upoštevati drugih enakovredno kot sebe, če noče upoštevati posledic, ki jih sam povzroča s svojimi ravnanji, se pravi škodljivih, in jih odpraviti, se pravi spremeniti svoje obnašanje tako, da ne bo več povzročal teh škodljivih posledic drugim, potem je to sebičnost. Zato je treba to popraviti v sebi najprej. Jaz ne morem iti do vseh sosedov in do vseh ljudi in začeti jim razlagati, ti moraš pa to spremeniti, ti moraš pa nehati gledati televizijo, pa verjeti vse, kaj po televiziji povejo, ti moraš se nehati bati novih stvari in spremembe in samo odkritosti moraš ne vem kaj, ne? To je pač nesmiselno. Zato, ker jaz moram najprej sebe spremeniti. In dejansko, ko jaz sebe spremenim, potem sem drugim za zgled. In potem lahko dejansko še vedno ne govorim drugim, kaj drugi morajo zdaj narediti, ker jih bom jaz prisilil, ker je pač nemogoče, ampak že samo s tem, da jaz zgledno in konsistentno stojim za svojimi principi, ki so najboljši za vse, pač kažem, da je to dejansko najboljše za vse, ker povzročam takšne posledice, ki so vsem v korist, ne samo meni, ampak vsem v korist. In to pač drugi opazijo, slej kot prej, zato ker, ne vem, če ste opazili, verjetno ste, ne vem, če sploh kdo ni, ampak sistem se počasi podira, zelo počasi, in ljudje vedno bolj prihajajo v razne stiske in čustvene in denarne in razne stiske. In
nažalost je tako, da večina ljudi začne gledati nase samo iskreno, na svoje ravnanja, šele takrat, ko pridejo v neko življenjsko stisko, kjer nimajo denarja, kjer so zelo čustveno, kjer jih je zelo strah, recimo, kjer so čustveno zelo nestabilni. In v tistem momentu ljudje začnejo dejansko iskati rešitve, nažalost šele takrat, ampak če ni nujno, da je tako, dejansko je zelo v redu, če začnemo prej se zavedati, da pa je res dobro, da preverimo samega sebe, da začnemo sami zgledno stati za dejansko principi, ki so najboljši za vse in se ne obnašamo več sebično, in da ne čakamo do neke katastrofe, ki se nam bo zgodila v osebnem življenju, zato da bomo začeli mogoče razmišljati o tem, da pa mogoče bi pa le bilo boljše, če bi se mi obnašali do drugih tako, kot bi mi sami želeli, da se drugi do nas. Tako da, to je rešitev. To moramo vsi začeti početi. Se pravi, gledati nase v samo iskrenosti. In to je en proces, ki je zelo natančno že določen, ker je veliko ljudi ga že izvaja. In to ni tam nekje spiritualno, ne vem kaj naravnano, ampak je zelo praktično. Se usedeš in začneš pisati. In pri tem se uporablja pač samo iskreno pisanje, kjer pogledamo svoje misli, svoja čustva, svoje ravnanja in potem si jih izpisujemo, da se najprej ozavestimo, kdo sploh mi smo, kako se obnašamo, kaj razmišljamo, zakaj tako razmišljamo, kako se počutimo, zakaj si čustva ustvarjamo sploh in kakšne so. In ob kakšnih situacijah kako reagiramo. Pa če mi tako zdaj reagiramo, je to najboljše za vse ali je to zlorabljajoče. In tako moramo dejansko mi se pregledati celega, svoje celo življenje in potem uporabiti samo odpuščanje. Z samo odpuščanjem si lahko odpustimo vse svoje pretekle in dosedanje čustvena bremena, neke pač vzorce obnašanja, vzorce razmišljanja in potem pridemo dejansko do točke, kjer si stare vzorce enostavno izbrišemo, odstranimo in potem se lahko odločimo dejansko prvič v življenju, kdo mi zdaj v resnici oziroma dejansko bomo. In potem mi nadomestimo svoje stare navade z novimi, ki so pa poravnane s tem, kar je najboljše za vse nas. In to počnemo destovnici, naši skupini, kjer si pač cilj naše skupine je, da sodelujemo, da si pri tem pomagamo, da se osvobodimo svojih lastnih samoomejitev, prav s temi orodji, ker so pač najbolj učinkovita, ker so preizkušena. Torej, ta orodja so samo odpuščanje, potem pisanje, samo odkritost, najprej, se pravi, če bi povzel samo odkrito, samo odpuščanje skozi pisanje in pa praktična samo aplikacija. Se pravi, da se dejansko ne samo nekaj napišemo, ampak tudi v življenju potem spremenimo svoje navade v praksi, ker če jih ne, potem to nima nobenega smisla. Torej, če vas kaj takega že zanima, vas vabim, da si ogledate povezave, ki jih bom podal spodaj, kjer lahko pač se nam pridružite, se začnete zanimati, dobite več informacij o teh stvareh. In pa, glede na moje izkušnje, bi rad vsem povedal, da je nepotrebno, da je nesmiselno, da je res neumno čakati s tem procesom osebnim samoodpuščanja in samokorekcije, do takrat, ko se nam bo v življenju zgodilo nekaj strašnega, kjer bomo izgubili denar ali pa kjer bomo čustveno zelo nestabilni. Zato, ker takrat bo veliko težje dejansko biti samo iskren in se začeti spreminjati na nek način, zato ker bomo zelo v šoku. Zdaj, ko pa nismo, ko pa lahko v miru se usedemo, si napišemo stvari in se pogledamo, kje se moramo popraviti, da bomo živeli po principu obravnavaj druge tako, kot bi želel, da sem jaz sam obravnavan, zdaj bo pa to veliko lažje. Tako da, če vas to zanima, vas vabim, lahko tudi pišete meni osebno, vprašate, kako sem pač jaz, kako je na mene vplival, ali pa vpliva moj proces, kako jaz uporabljam pač samo odpuščanje in ta orodja in tako naprej. Tako da, lepa, da ste poslušali in lep pozdrav.